Spoštovani gledalci, dragi gledalke, lep pozdrav in dober dan. S tekmo v Kranju med Triglavom in Celjem začenjamo 14. krog prve lige Telekom Slovenije. Za uvod torej gorenjsko-štajerski obračun, danes pa ob 16:20 še derbi tega kroga in sicer med Mariborom in Olimpijo v neposrednem prenosu na Planet TV, tudi z našim studijskim uvodom in zanimivimi prispevki ter odzivi iz obeh taborov seveda. Pišek se je vključil, oziroma Lotriču v tale napad. Lepa podaja Lotriča, Vancaš preigrava 11-metrovka in seveda to je najstrožja kazen, 11-metrovka za Celjane, lepa akcija, takole je Pišek videl, da je tam Božek Vancaš s 7 goli, najboljši strelec pri Celju, to je njegov 8. gol v tej sezoni. Božek Vancaš je torej v 18. minuti po odlično izvedeni 11-metrovki popeljal gostujoče nogometaše v vodstvo. Celje vodi z 1:0 in še eno težko nalogo. Božek Vancaš s podajo, pa v tem trenutku tam napaka in 2:0. Ibišević je tam spremljal vse dobro, Čadež je storil napako, žoga mu je šla in Elvir Ibišević je v drugo zatresel mrežo Kranja oziroma Triglava. Afo Aqua na to s povratno podajo, ali je to priložnost za Triglav, 11-metrovka, 11-metrovka, torej na hitro je Exon Krieciju preigraval tam na robu kazenskega prostora in priigral 11-metrovko Triglavu. Če bo Triglav sedaj uspešen, 4 goli v dosedanjem poteku, od tega 2 11-metrovki uspešno izvedeni. Majcen in tu je priključek Triglava, 2:1. V 53. minuti torej so domači znižali zaostanek na 1:2. Majcen z 11 metrov je bil to. Pa tam napaka domače obrambe. Ibišević je samo, kaj je sedaj zgrešil. Obrambni vrsti Celja, dva izjemno izkušena nogometaša. Majcen, ali je to nova priložnost za Triglav? Majcen strelja, Majcen sicer ne s tako močnim strelom, toda ja, hvala lepa za pozornost z moje strani in bodite z nami ponovno čez dobrih 50 minut oziroma čez pol ure, ko se začne vse skupaj v Mariboru. Ja, prvi počas po dveh naših napakah smo dobili 2 gola, nekako mislim, da smo tudi hrabro šli v tekmo, takoj prvo sekundo, dobesedno 30 sekundo smo imeli priložnost, nekako v obdobju, ko smo nekako imeli neko prevlado situacije, smo dobivali zadetke. Pol drug počas smo dobesedno šli na vse ali pa nič, želeli smo, hoteli smo izenačiti, nažalost na koncu se nam ni šlo. Zopet do konca napeta. Prvi polčas je bil z naše strani zelo dober, v drugem polčasu smo imeli možnost tekmo zaključiti, ampak smo naredili dejansko toliko, bi rekel, nerodnosti, da ne bom kakšno težjo besedo zbral, in dejansko se nam je danes vrnilo tisto, kar so v nekaterih prvih tekmah. Nogometni moment nam je bil naklonjen in na srečo smo zmagali. Seveda drug polčas je bil pa z naše strani naravnost katastrofalen.